Naslednji izmed dosti uporabnih vozlov je v bistvu začetni vozel. Je bolj preprost, kot smo prej rekli v tistem primeru, ko je šlo za jamborski vozel ali pa tovorni vozel. Ko gre za kakšna drevesa, ki so tudi debelejša, tudi manj s tem vozlom, torej začetnim vozlom, manj vrvi porabimo, kot pri tistem, ki smo ga pokazali prej. Torej, to je začetni vozel. Kako se ga naredi? Pridemo okrog drevesa ali pa okrog neke štange ali pa kakršnega koli droga. Torej, prekrižamo lahko spodaj ali pa zgoraj te vrvi, se pravi, jaz sem zdaj prišel recimo spodaj, ni pomembno, in se vrnem s tem koncem vrvi nazaj in se trikrat ovije okrog same sebe. Tako, vsaj trikrat greste nazaj, vidite, nastane ta kazanka, in ko mi to zategnemo, poglejte, kaj se zgodi, se ta vozel praktično sam zateguje in se ne bo premaknil oziroma se ne bo podaril, ni šans. Bolj ga zategujete, bolj bo močno držal. In če pogledamo, se ta vozel tudi zelo hitro razveže, kakor vidite, je tle ena ta kazankica, jo potem samo takole potegnemo in taknemo ven in je zadeva končana. Se pravi, kadar želite napeti kakšno vrv okrog drevesa ali pa visečo mrežo ali pa napeti neko ponjavo med dvema drevesama, na hitrico ponovimo, pridemo okrog, se pravi, dajmo še to razčleniti, to je konec vrvi, to je nadaljevanje vrvi. Torej, s koncem vrvi pridemo okrog, lahko nad vrvjo, nad nadaljevanjem vrvi, gremo spodaj, prav zgoraj, in ovijemo vsaj trikrat okrog same vrvi nazaj proti recimo proti drevesu. Takole, trikrat, in ko zategnemo, vidimo, da se naredi tak res dober vozel, ki se ne bo odvezal in je zelo preprost za razvezati. Torej, na ta način primemo za zanko, potisnemo nazaj, potegnemo samo ven tole vrvico, torej konec vrvi, in je zadeva končana. Takole, zdaj si bomo pa pogledali še kavbojski vozel, potem pa v nadaljevanju še prusikov vozel. Sta si zelo podobna, se pravi, kavbojski gre tako, da naredimo zanko na sredi vrvi in ta dva konca vrvi, torej potegnemo skozi in je zadeva končana. Torej, to je en najbolj preprostih vozlov, imenuje se kavbojski. Torej, ko rabite kakšnega konja privezati za kakšen drog ali pa za drevo, se ta vozel seveda ne bo odvezal. Tako, to je bil kavbojski vozel. Tako, prej smo si pogledali kavbojski vozel, zdaj si bomo pogledali pa še prusikov vozel, ki je pa, če smo malo spretni, lahko praktično tudi plezamo po vrvi, torej navzgor in navzdol seveda. V tej tehniki ne bom zdaj to izgubljal, pomembno je, da se samo fokusiramo na kako bomo ta vozel zgradili. Lahko ga naredimo samo z vrvmi, kot je tale, torej da ni neskončna zanka. Kaj to pomeni? Neskončna zanka se uporablja recimo takrat, kadar bi želeli dejansko plezati. No, pa če jo samo pokažem, se pravi, naredimo najboljše kar ribiški vozel. V ostalih videih boste videli, kako je to bolj počas narejeno. Si lahko pogledate med ostalimi videi mojimi, pa boste našli ribiški vozel enojni. In to, ko spnemo skupaj, dobimo neskončno zanko, ki sem jo že omenil. No, in s tako zanko bi si jaz upal, torej seveda z ustrezno vrvjo, po ustrezni ostali vrvi, torej osnovni vrvi. Pa recimo, da ne bo navpična, da hočemo iti gor. Kako zdaj naredimo ta prusikov vozel? Ok, smo rekli, prusikov vozel bomo naredili tako, da praktično gremo lahko zanko te neskončne zanke. Pridemo od spodaj in dvakrat ovijemo
to vrvico okrog, kar sproti zategujemo. Takole. In ga lepo poravnamo ta vozel. Tako da mora tele zunanje prijetno zven, evo. Smo rekli, da mora vozel tudi vizualno lepo izgledati, da je, kot smo rekli, pravilen in da bo funkcioniral, ne. Takole mora potem izgledati. Se oproščam, evo, nič nimam težavc, ampak je zdaj to, kot vidimo. Prav ta vozel lahko mi, kot vidimo, premikamo gor in dol, ko pa je on zategnjen, ne, ko ga našponamo, pa bo držal svojo pozicijo, ne, torej ko ga obremenimo. Se pravi, če bi hoteli plezati po vrvi, bi mogli imeti več takih neskončnih zank in jih pomikati potem, kot vidimo, ko so neobremenjene navzgor, spet stopimo z nogo noter in vidimo, da potem vozel tudi dobro drži in ne drsli po vrvi niti navzgor, niti navzdol, ko je obremenjen. Seveda moram vas opozarjati, da če niste prepričani o teh vozlih, vas prosim, da to ne izvajate doma, pa pojdite rajši v kakšno šolo plezanja ali pa kaj takega, tako da si ne bo kdo kaj storil, kaj žaljega, ne, to sem hotel.